gledam Ignisa, sem navdušen. Pa ne zato, ker bi mi bila zadeva bog ve kako vizualno všeč, ampak zato, ker tole že oddaleč obljublja en kup zabave. Ok, maska. In to dobesedno maska. Vidiš, kaj je črn okoli oči. No, maska mi je recimo cool. Tale del pa malo manj. Jaz ga z oblikovnega vidika ne razumem najbolj. Ga pa razloži dejstvo, da je s temi okrasnimi elementi Suzuki hotel počastiti svoje modele iz 70-ih let. Sicer pa videz Ignisa ključno zaznamuje ta kratka previsa in pa dolga medosna razdalja, ki pomeni večjo prostornost v notranjosti. Tukaj imamo našega Davorina, ki se bo zdaj usedel na zadnja sedeža. 1,82 m. A nimaš 2 metra? Ne, 2 metraž bi noter sedel. Je v redu. Za zelo uporabenega se izkaže tale pomik zadnje klopi, ki ga lahko izberemo, če imamo zadaj 2 namesto 3 sedežev. Tako najdemo recimo optimalen kompromis med prtljažnim prostorom in pa prostorom na zadnji klopi. Poleg tega sta prednja sedeža nameščena malo višje, kar lahko izkoristimo za to, da bolj udobno stegnemo noge ali pa da spodaj položimo recimo obvezno opremo in s tem ne zgubljamo prostora v prtljažniku. V prtljažnik pa potem dosti brez problema naložimo 2 kovčka, sploh če imamo takole klop pomaknjeno naprej. Tale testni avto, ki stane 14 000 evrov, je zelo lepo založen z opremo. Imamo recimo tale multimedijski sistem, ki se ga da na vse mogoče načine povezati, pa vzvratno kamero, avtomatsko klimo, lane assist, pa recimo tudi tale pameten ključ. Ampak najboljši del pri Ignisu pa predstavlja vožnja. To je tisto, kar sem rekel na začetku. Zabava. Ok, prva in zadnja stvar, ki me zmoti, je to, da volan ni nastavljiv po globini. Ampak se pa da zadevo malo pokompenzirati z nastavitvijo sedeža. Čista romantika je recimo motor. 1,2 litra, brez turbine, 90 konjev. Lepo se vrti, lepo prede, pa še poraba je nizka. Na našem testnem krogu bi tale Ignis skoraj dosegel rekord med bencinarji. Dosegel rezultat 5,3 litra na 100 prevoženih kilometrov, s čimer je sem za 1 deci zaostal za Suzuki Swiftom. 1,0 bencinarjem blagim hibridom, sicer pa imate itak vse rezultate na autoportret.si, na prvi strani jih imate. In potem imamo tukaj še najpomembnejše od vsega. 4-kolesen pogon. Ma kaj bi govoril, gremo se furat naprej. Valjda gre za stalni 4-kolesni pogon, ki pa zelo dobro deluje. Tudi, ko je recimo teren malo bolj zahteven. Suzuki pač zna delati take avte. Na voljo imamo poseben off-road način vožnje, potem imamo pa tudi recimo sistem za spuščanje dol po klancu, hill descent control, avto pa pomaga itak tudi razmeroma velika oddaljenost od tal. Sami pač ocenite, če vam vse to pride prav. Torej imamo 3 glavne razloge za nakup tega avtomobila, ki pa so lahko obenem tudi protiargumenti. Prvi je nizkocenovnost, drugi je malo funky videz, tretji pa 4-kolesen pogon. Ignis pač ni za vsakogar, zato mi je pa tudi tukaj top. Grem še en krog.